Dober dan in lep septembrski pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Tudi danes bomo najprej slišali zelo zanimiv nasvet naše odlične naturopatinje Erike Brajnik. Govorila bo o artritisu, težavi, s katero se sooča zelo veliko ljudi. Erika, je res, da več kot 24 000 ljudi v Sloveniji zboli z artritisom? Vsako leto, ja, absolutno. Je res, to je bolezen, ki nastaja dolgo časa. V bistvu govorimo o enem kroničnem vnetju. Iz naturopatskega vidika je to kronično vnetje telesa, ki ga mi hranimo od 10 do 20 let približno. To pomeni od 30. leta naprej do 50. leta, takrat se začne kazati, lahko malo prej tudi določeni znaki. Kako mi to hranimo, kronično vnetje v telesu? Z napačnimi inzulinskimi, glikemičnimi indeksi, to, da se vsak večer zakisamo. Zdaj, kaj pomeni se vsak večer zakisati? Vsi govorijo o tej zakisanosti, malo v končni fazi. En lep primer je, ker ti rečejo ljudje, kaj pa vi za večerjo jeste? Ja, ne, mi neki na hitro, tako na suho, torej salamca, sirček in kruh. Beli kruh. To je klasična večerja nekoga, kar pol se mu začne po 40. letu lepo tisti lep trebušček, ali pa tudi ženskam se širi tle obseh, namesto biti lepi oski, kako imamo 90, 60, 90 je 90, 90, 90, nažalost. Tako da z leti torej pridobimo to. To je dejansko bolezen našega časa. Vnetje torej sklepov, boli, pride lahko tudi do obrab, bolečine so neznosne, kadar se vname, stroka da samo nekaj protibolečinskega, protivnetnega dejansko. Mi se lahko pozdravimo z hrano. Tako da rotiramo jedilnik, da ne uživamo vedno eno in istih živil. Tako da se izognemo beli moki, se izognemo sladkorjem, belemu sladkorju. Tako da obrnemo jedilnik, uživamo, če smo uživali oreščke, zdaj oreščke bomo dali stran, bomo imeli semena, bomo pojedli 2-3 jajca na dan, bomo malo spremenili stvari, zato ker sploh ni res, da jajca dvignejo holesterol, niti po točko razno ne. Tako da dejansko spremenimo prehranjevalne navade. Moj svetujem ta jetrni jedilnik, recimo, zelo dobro pomaga pri tem. Kaj pa mleko, mlečni izdelki pri artritisu? Seveda tudi to moramo dati stran, torej 3 beli, moka, sladkor in mlečni izdelki, zato ker dejansko en sir ima zelo visok inzulinski indeks in zakisa dobesedno. Koliko vrst artritisa pa je? So različne vrste. Ja, v bistvu v naturopatiji mi gledamo skozi to optiko tega kroničnega vnetja, ki je lahko tudi neke vrste alergija, damo koš artritis, artroza, fibromialgija, putika. To vse spada zraven kroničnega vnetja. To si mi pridelamo skozi 10-20 let napačnega življenjskega stila. Ta je največji problem, zato ker imamo v trgovinah na izbiro tisto belo moko, tisti sladkor, tiste mlečne izdelke, ki dejansko nam proizvedejo te bolezni. Pa so res te bolezni vzrok tudi za krajše življenje? Absolutno. Torej, od bolnikov 17% jih postanejo invalidi. To je prvo dejstvo. Drugo dejstvo je to, da krajša življenje za od 3 do 10 let. In če mi govorimo, da rečejo,
zdravnik reče, ne, to ni nobena alergija na hrano, ne, dejansko, zakaj se o tej hrani govorimo, zato ker če mi naredimo test za alergijo, nam test ne pokaže nič, zato ker vse meri test z imunoglobulini tipa E. Če pa mi bi bili zmerili krvno sliko enega posameznika, ki ima artritis, artrozo, fibromialgijo, putiko in bi gledali imunoglobuline G, ki so pa vezane na avtoimuna obolenja in na imunski sistem šibkost, bi videli, da tam je neravnovesje, zato ker obstaja kronično vnetje v telesu. Kronično vnetje v telesu zaradi nepravilne prehrane je krivec za te naše tegobe. To pomeni, da imamo eno starost, ker životarimo, ker hranimo farmacevtsko industrijo zadnjih 10 let, od 70 do 80 leta imaš tistih 15 tablet na dan, da lahko sploh dihaš, da se lahko premikaš in da kolikor toliko životariš in to je tudi vse. Medtem, ker bi si lahko pomagal z hrano, da bi imel moč, da bi telo imelo dejansko dovolj, da bi imunski sistem bil močan, da bi se lahko pravilno boril, ne s to boleznjo. To niso kužne bolezni, to ni virus. To si pridelamo mi dejansko z nepravilno prehrano, ne? Sladoledi, pice za večerjo, ne? Fešta, po enkrat na mesec, noben problem, tudi jaz imam fešta enkrat na mesec, vendar ne pa vsak večer. Ta je največji problem, ne? V bistvu mi danes trpimo in umiramo od izobilja in ne od pomanjkanja. Izobilja, ki ga nudi človeški pohlep, zato ker so zakoni človeka tisti, ki dovoljujejo, da nam prodajajo smeti in nas ne opozorijo, da tiste smeti, ki jih uživamo, škodijo in povzročajo take kronične bolezni, o katerih govorimo danes. Naturopati svetujete lahko večerjo, zelenjavne juhice, zelenjavo, kaj takega? Točno tako, zelo enostavno, eno lončnico, tako kot so jedle naše none vsak večer, ker ni bilo denarja. In kaj so pravili še naši predniki? Meso revežev. Katero živilo je meso revežev? Stročnice, fižol. Oni so dali noter vedno stročnice, fižol noter v eno lončnico, zato ker te imajo dosti cinkra in bakra, ki se vežejo z estrogenom, progesteronom in testosteronom. Koliko moških ima težave z prostato v Sloveniji? 80%. Če bi zvečer namesto sendviča in pice, ali burek ali karkoli jedli na lončnico z fižolom noter, teh problemov ne bi bilo. Erika, hvala lepa. Hvala vam.